Obljubi, da se tokrat ne boš igral tiste igre, kdo sem jaz in kje sva. Tokrat me res postane strah. Ne želim, da se ponovi najin zadnji sprehod skozi temno noč, ko si se izgubil. Dedek Lizo pomiri, da je le star in včasih pozabi na kakšno stvar, a se žal spet izgubi. Mogočno drevo, jesen, opogumi Lizo in jima pomaga iz gozda. Kako se zgodba razpleta naprej, so razmišljali devetošolci osnovne šole Dramlje. V bistvu smo nadaljevali zgodbo tako, da je Liza prišla domov in se je v bistvu zaprla v sebe. Šla vnukinja zatožit dedka babici. Babica je pa pol predlagala, da grejo k zdravniku, zdravnik je pa pol predpisal ginko čaj. Je res žalostna tema in se mi zdi, da vedno manj ljudi govori o tej temi. Je bilo zelo fajn sodelovati, ker sem se spomnil, kako je v bistvu ta bolezen poteka. Ko smo pisali nadaljevanje zgodbe o Lizi in o dedku, ki se izgubita v gozdu, takrat se je pri njih res videlo, kaj si mislijo o tem. Brez da bi se izpostavili sam sebe, ja, direktno. Sem pomislila na družino, ker imamo malo izkušenj s tem. Za demenco sem drugače prvič slišal, ne? Demenca, bolezen možganov, prizadene čedalje več starejših ljudi. Vedno pogosteje pa se pojavi tudi pri mlajših od 65 let. Poleg motenj spomina oseba zaradi bolezni težje razmišlja, ne ve, kje je, manj razume, težje govori in presoja. Sem imela zgodbo s svojim dedkom, ki je kar naenkrat začel izgubljati spomin. In takrat sem razmišljala, kako naj si pravzaprav to vse skupaj razlagam. Ta način mi je bil zelo všeč, ko smo skozi zgodbo spoznali. Najbolj sem zapomnila, da ko enkrat zgubiš spomin, ga pa ne boš več nazaj dobil. Se moraš s tem sprijazniti. Liza, zdaj je čas, da ti postaneš dedkov spomin.